Dober dan, lepo popoldne, dobrodošli, dobrodošle, drage članice aktivov kmečkih žena iz Posavja. Zelo sem vesela, da se po 2 letih spet na prvo nedeljo v marcu družimo. Torej, prva nedelja, mi smo s to akcijo pričeli potem po koroni, ko smo nekako ugotavljali, da mogoče pa je dobro, da vas povabimo tudi kakšno nedeljsko popoldne, da mogoče za kakšno skupino naših obiskovalcev in uporabnikov je nedelja tudi dober dan. In evo se je pokazalo, da je, ker lepo število in hvala vam. Društvo kmetic Ajda, predsednica je pa še vedno naša draga Jožica Stadler. Dobrodošle, pa recimo lahko začnemo kar doma, pa damo najprej Brežičankam, potem pa bomo se, torej zdravka, prosim izvoli. Hvala. Torej, lepo pozdravljeni. Naj povem, da naše društvo kmetic Brežice, da bomo kmalu dočakali Abrahama. Še malo. In v vseh teh letih smo prav predano upravljali začeto delo. To so različna predavanja, izobraževanja, tečaji, strokovne ekskurzije, srečanja s stanovskimi kolegicami, prireditvami, sejmi, razstavami in ocenjevanji, stekmovanji, kulturnimi dogodki, partnerstvi, snemanje TV-oddaj, sodelovanja s projekti Zvezo kmetic Slovenije, z občino Brežice, krajevnimi skupnostmi, večgeneracijskim centrem v Brežicah in ostalimi društvi. In ker delujemo lokalno, regionalno in v širšem prostoru, se povezujemo in združujemo v želji po novih in tradicionalnih znanjih, ohranjanju in obujanju podeželske dediščine, ki nas povezuje in bogati naš prostor in naš čas. Skupnimi močmi smo s Posavskim muzejem Brežice in Slovenskim etnografskim muzejem že upisane kot nosilke enote priprave mlinčevke. To smo že videli kot 2 leti, ko smo pripravljeni. Pripravljamo tudi upis ženitovanske pletenice v obliki srca, ki je več kot 100 let star obredni kruh, etnološka posebnost naših krajev, ki se je in se še vedno daruje ob različnih življenjskih dogodkih in priložnostih. Naj pa povem, da smo ponosne tudi, ker je to naš simbol našega društva. Po dolgih letih vztrajanja pa je naša preprosta in enostavna kulinarična posebnost bizeljski ajdov kolač tik pred opisom v nesnovno kulturno dediščino. Ta je za nas prav posebej pomembna in da bi jo prepoznali in ohranili, se trudimo na vse te načine. In mogoče je naslednja ali pa naslednji izziv ravno potica, in mogoče res celo Pektranova potica, pa mogoče, kot smo zdaj slišali, res še kakšne druge kulinarične zadeve gospoda Ivačiča. Hvala. Hvala lepa, zdravka. Pa ostanemo pri črki B, se pravi Zbircice v Sodli, Društvo kmetic Ajda, gospa Jožica Stadler. Lepo zdrav vse skupaj. Ne bom se ponavljala. Mi delamo vse isto kot v Brežicah, kot v Krškem, kot v Sevnici, povsod. Vse imamo tečaje, vse. Imamo predavanja iz zdravstva, o vzgoji rastlin, potem kuharske tečaje. Danes smo pa naredili hranovo potico, pa jabolčno pita. Zorna članica, zorna ženska je. Kaj me več? Tako. Ja. Hvala lepa. Prosim, da še Kostanjeviške gostje, se pravi Anica Žogič, predsednica.
Oni imajo pa še kakšno drugo posebnost, ne da. Pa, v kateri pa Ivačič ne piše nič, ne? Top na lopu. Mislim, da ima vsak. Pred 2 leti smo bili prvič tukaj, pa je bila moja naloga, da ne vas predstavim, pa sem mislila, imela se kaj novega povedati. Zdaj mi gospa Jurica pomagala. Res je, ugotavljamo, naše društvo ni veliko, majhno, tam okrog 50 nas je. Ugotavljamo, da je zelo težko pridobiti mlajše, če jih pridobi za 1 leto, za 2 že ne. In je verjetno naša skupna usoda, da če ne bo podmladka, če ne bo res nekega preboja, da bodo ta društva počasi vse manj številna, ne. Kaj mi delamo? Delamo podobno kot delate v drugih društvih, mogoče smo malo manj pridne s temi tečaji, imamo pa malo drugače, ker je znotraj našega društva, čeprav nas je samo 50, pevska skupina ljudskih pevk in smo si nekako zadale, da ne bomo ohranjali samo znanja iz kuhinje, ampak da bomo poskušali ohraniti tudi nekaj ljudskih pesmi, poskušali ugotoviti, kaj se je v naši paseh še ohranilo, kaj se ljudje spomnijo in zato smo mi šli z enim projektom pred 8-9 leti in sicer potujemo vsako leto drugo vas, pripravijo naše pevke koncert. Ta koncert pa ni namenjen samo predstavitvi naših pevk, ampak takrat vas ali pa 2-3 vasi skupaj se predstavijo, dobimo sogovornike, vedno si želimo, da dobili čim starejše, vedno si želimo 80+, ker ugotavljamo, da tam je največ znanja, največ bogatstva in tisto znanje in bogatstvo najbolj odhaja v pozabo. Tako da zdaj smo že 8 leto s koncerti prepotovali skoraj celo občino, to je vedno dogodek za celo vas, mi se razveselimo obiskov in podpore in nam dajejo novo voljo, novo spodbudo, da resnično iščemo vse, kar je pozabljeno, je delno zapisano. Lansko leto recimo smo imeli izjemen dogodek na vasi Prekopah, kjer je bila z nami 100 let. Samo par mesecev je gospa manjkalo 100 let. Zapela je, sama je med koncertom narukala, pa rekla, jaz bi pa tudi eno zapela, medtem ko so naše pevke peli. In dejansko je zapela. Dobro, če gremo po besedi, bojo Radeče na koncu, pa dajmo zdaj preskočiti Krško malo, ne? Zahes, da ne bo vedno Radeče na koncu, pa bo naše Krško na koncu, pa dajmo zdaj prositi podpredsednico iz Radeč na Dobervar, Društvo kmečkih žena Arnika. Hvala. Smo članice Društva kmečkih žena Arnika iz Svidnega pri Radečah. Arnike smo si pa nadale ime zato, ker smo krajani še vedno ponosni na hektarsko rastišče Arnike, ki raste nedaleč od nas na Margolniku. Rade sodelujemo na različnih dogodkih, kamor smo vabljene. Rade tudi se kaj novega naučimo, predvsem pa nam druženje med članicami veliko pomeni. Ena izmed naših nalog je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine peke poprtnika ali božičnega kruha. Pri nas, v našem kraju, se ta božični kruh peče že 300 let neprekinjeno. Vsako leto imamo v mesecu decembru delavnice peke poprtnika in 5.1. blagoslov v farni cerkvi. Članice društva smo vpisane kot nosilke v register nesnovne kulturne dediščine. Za današnjo prireditev pa smo pripravili pehtranovo potico, potem iz pregrete smetane, jabolčni zavitek in jabolčno pito. Tako, to smo mi. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj Krško so gostila tudi za konec, ker zdole so pa zdaj v občini Krško, pa naj potem se zaokroži ta pot v občini Krško, kjer je ta vas, kateri je rodil se, naš slavljenec, oziroma vse je v marcu, dajmo slaviti Petrojstvo, ker je to veliko lepše. In prosim še Olgo Vinter za nekaj o Krškem društvu. Pozdravljeno tudi v mojem imenu, sem Olga Vinter. Nas je 7, smo kar številčne, nas je 7 aktivov, tako da smo razporejene od Rake, Krško polje, Koprivnica, Spustno polje, Podbočje,
V glavnem imamo različne predavanja, kuharske tečaje. Leto se moram pohvaliti, smo bile celo pri Čopu, to je pod Humom, pa je slavni kuhar, tako da smo se imeli res enkratni tečaj, da se imamo kar lepo smo se imeli. Drugač pa imamo tudi letos namen iti v Nemčijo, ker smo pobrateni s Nemčijo, Obrigheim, že hodno gor, lahko rečem, 20-30 let. Vsake 2 leti imamo gor Kiljano vsejem, to je tako ena stojnica, zjutraj 5 se, 8 se začne, popoldne 5 je pa ulica Freku, da se ni nič dogajalo. Mi pečemo štrudle, pečemo vse živo, imamo na stojnici in je res to en tak dogodek in smo pobrateni, tako da je en lep spomin, ko lahko v stojičnim pivom greš tako daleč. Drugače smo pa aktivne, zato pečemo kruh za Belo cerkev, tako da imam kar lepih vlakih priznanj in sodelujemo na vseh pogostitvah, kje nas rabijo, kje nas pošiči, tam se udeležimo, tako da smo kar pridne. To bi to za naše Krško, drugač pa spet naslednjič. Osmi marec, veste, ne, da je pač svetovni praznik oziroma da takrat obeležujemo dan žena. Gre za v bistvu povezavo z bojem za pravice, ne, za pravice žen, za volilno pravico, za enakopravnost, enakovrednost, za enake pravice pri vseh, na vseh ozirih. Ne pomeni, da bi boljši, slabši, kakorkoli ni to boj ženska moški, ampak v bistvu gre za to, da se spomnimo, kako težko je bilo ženskam si izboriti določene osnovne pravice, ne, v naši družbi. Jaz mislim, da mi zdaj vseeno živimo v enem lepem svetu, v katerem seveda je blizu marsikaj, ne, smo lahko zaskrbljeni. Da vam še kaj povemo. Vitaška dvorana je nastala po ideji tega gospoda Ignas Marijatovs, je bil lastnik gradu od leta 1694, ampak je imel tudi ženo, da tam je njegova žena, Marija Regina rojena Wurmbrand, ki je v bistvu tudi imela zelo pomembno vlogo, ne? Pri naslovanju dvorane, pa tudi pri tem, kaj dvorana pripoveduje. In če gledamo z tega vidika, kaj recimo je vaše bolj sedanje življenje, kako pomembno se je za to, da sploh živimo, če ne bo vaše delo, kaj je živeti, pa ne samo to, ne samo. Jaz ne bom preveč to šla, ker pač jaz sem sicer s podeželja, ampak nismo imeli pač njivo, ne moram zdaj reči, da so skretije, ker niso skretije, ne moram reči, da sem taj kolik je takega počela. Ampak sem pa s podeželja, pa vem pač, kako je, lahko veseli, da imamo tako lepi kraj, kjer se ustvarjamo tudi vsi skupaj. Je bolj malo fizično, ampak dobro. Hotela sem pa pokazati, da v bistvu kako pri vsaki stvari, se vam to dorado pogledamo kot res en izjemen dosežek tega gospodiča, to je slikar, Frančišek Karadel, naslednje leto do 350 let od njegovega rojstva, pa se bomo še malo bolj posvetili, ki ima ta pogled, ki ga že v renesansi poznamo. Tam lahko, da boste pogledali, on pa gleda nazaj. To je pač neverjetno, kako se da narediti. Vse gleda, vse vidi. No, ampak kaj se je podobljeno? Osnovno rečemo videlo metamorfoze, 4 elementi, voda, ogenj, zemlja, zrak, stene gledamo v dejansko pokrajino, potem pa, ko smo leta 2019 se posvečali zemlji, smo pa prvič podrobno pogledali tudi v girlande. To so pa tele sivo venci, lahko rečemo. No, zdaj smo se preselili iz 18. kar 16. stoletja. V bistvu se nahajamo na novo postavljeni razstavi o kmečkih uporih. Zdaj, kmečke upore je naš muzej, Posavski muzej Brežice, predstavljal že od davnega leta 1957. Od leta 1960 je pa stalna razstava dobila tukaj v tem prostoru
svoje stalno mesto in letos smo po dolgih letih prenovili razstavo v kmečkih uporih. Pomembni so za naše Posavje tudi zato, ker so predvsem slovenski kmečki upori iz leta 1915 in hrvaško-slovenski 1973 dosegli tudi naše kraje. Kmečkih uporov je bilo od 14. stoletja pa vse do sredine 18. stoletja ogromno. Zdaj sta predstavljena v srednjem delu dva, se pravi ta največja, iz 1515 in 1573. V prvem delu pa nekako predstavljamo ta prehod iz 15. v 16. stoletje, ki nekako zajema te vzroke, zakaj so se kmetje začeli upirati. Nekako zelo tako realistično je bilo, zelo zanimivo je bilo, da je ta razstava nastajala več kot eno leto in več časa pravzaprav tudi se kmetje ponovno upirajo še vedno v Sloveniji in v Evropi. Tudi je nekako to sporedno teklo, kar pomeni, da je še vedno to aktualno. Povezali 4 elementi, različne aplikacije, od te aplikacije, ki predstavlja posavske priimke in kraje in kako so povezani s posameznimi elementi. Potem so pomembne prelomnice, oziroma točke v zgodovini našega gradu. Lahko spoznate tudi kako zanimivo materiali, ki se stavljajo naš grad. Potem je pa grba, torej grb Gallensteinov iz 17. stoletja in potem kasneje grb Adamsov. Potem si ogledate, kako so podljeni 4 elementi prekrasnih dvorani. Potem sledi 3D model gradu Brežice, ki se ga lahko gledate. In potem v nadaljevanju tudi na koncu ta kratek film, ki pa je nastal v zaključku interaktivnega doživetja, ki smo ga pripravili v zaključku teh 4 razstav, ki sem jih prej omenil, torej voda, ogenj, zemlja in zrak, v sodelovanju z Glasije Kosilcem, ki pripravi take zelo zanimive delavnice, povezava fizike in pa dediščine. To je zelo zanimivo, ko smo dvakrat na en teden smo imeli te delavnice in privabili smo nekaj število. Element zrak smo izpostavili skozi te 4 teme, torej vdih, izdih, oddih in prepih. In vsako od temo povezali z delom našega življenja. Torej vdih, veste, torej začetek našega življenja, prvi vdih, s tem smo recimo povezali predmete, kot so recimo nečke, veste, da jih poznate, veste, čemu so namenjene, tako zelo lepo okrašene v spodnji strani, notrni pa tudi namenjene za prenašanje majhnih dojenčkov, otrok k krstu, ali pa tudi doma, da se jih uporabljali. Potem izdih, torej poslednji trenutki našega življenja, torej smrt in pa simboli povezani s tem. Oddih, torej ste najlepši del našega življenja, preživljati prostega časa. Tukaj vmes smo omenili tudi godbi, 2 godbi. Torej imamo po Posavju to srečo, da imamo v eni občini zelo majhno, tako zelo blizu skupaj najstarejšo in pa tretjo najstarejšo godbo na Slovenskem. Torej Pihalni orkester Kapele v Kapelah, ki je podrževal že več kot 170 let delovanja, in pa v vasi Loče, zelo blizu stran gasilski Pihalni orkester Loče, predolgo ekipo podrževal že več kot 110 let delovanja.